Dober dan. To je na n1info.si finalno soočenje dveh strank, ki se bosta po vseh javnomnenjskih raziskavah v nedeljo borili za zmago. Gibanje Svoboda Roberta Goloba in SDS Janeza Janše. Brez kakršnih koli pojasnil, zakaj so sodelovanje v tem zaključnem soočenju na n1info.si odpovedali v stranki SDS. Zato tukaj ni ne njihovega predsednika, ne kogarkoli drugega iz te stranke. Čeprav so, kot je Janša na zaključni konvenciji v Medvodah rekel sam, razmerja tesna in se bo, citiram, SDS za glasove borila danes, jutri, pojutrišnjem, vse do zadnje preštete in preverjene glasovnice. A očitno se za glasove vendarle ne borijo povsod, kjer bi se lahko. Robert Golob je obljubo, da pride v to soočenje držav. Pozdravljam ga v Novi Gorici prek povezave, saj preboleva COVID. Dober dan. Lep pozdrav iz Nove Gorice tudi vsem gledalkam in gledalcem. In kar prvo vprašanje, gospod Golob, Janez Janša v tej kampanji najprej na soočenja, ki pomembno vplivajo na volivce, sploh ni hodil. Soočenje z vami je izjemno malo, pa ste njegov glavni izzivalec. Kako si to razlagate? Mislite, da je ocenil, da ste premočan nasprotnik in da bi tako njemu osebno kot stranki več soočen z vami prej škodilo kot koristilo? Jaz mislim, da je njihova taktika, ki je bila zelo načrtna, se je izkazala za napačno. Upam si trdi, da so imeli taktiko, da nam je najprej na nek način zmehčajo z takimi in drugačnimi manipulacijami strani svojih podpredsednikov, potem pa vkoraka predsednik sam in dokonča delo kot na lep način, brez napadov, da se jim je taktika povsem izjalovila in so zdaj na nek način bili prisiljeni improvizirati na koncu. Zato me ne čudi, da na marsikaterem soočenju manjka. Me pa tudi ne čudi to, da je na tistih soočenjih, na katere pride, v resnici zelo neprepričljiv. Ste doma v Novi Gorici, prebolevate COVID, v torek ste se menda tudi malo slabše počutili. Kako ste zdaj in kje boste v nedeljo? Drži, na nek način prvi pozitiven test sem imel ponedeljek, torek je bil, dajmo reči, višek bolezni, vse skupaj vseeno ni bilo tako hudo. Pomaga, če imaš čas za počitek, kolikor se tekom kampanje da. V nedeljo bom pa rezultate spremljal od doma. Tudi volil bom po pošti. Zdaj, ključna bitka na teh volitvah pravzaprav ni bitka za zmago, ta bo vaša ali pa Janševa. Ključno bo, kateri od vaju bo lahko sestavil koalicijo. Večkrat ste rekli, da si želite sestaviti močno vlado, vendar se SAB in LMŠ borita za vstop v parlament. Če ne boste mogli sestaviti močne vlade, kakšen je vaš plan B? Strinjam se s to oceno. Dejansko sta na nek način favorita na obeh polih znana. Zato sami res stavimo na številčnost udeležbe, pozivamo ljudi, naj grejo voliti, ne nujno, še enkrat poudarjam, ne nujno samo za Gibanje Svoboda. Pomembno je, da grejo voliti, podprejo tisto stranko, ki jim je najbliže. Mi smo veseli vsakega glasu za levo-sredinsko opcijo, vsakega. In jaz bom izkoristil priliko še enkrat, da ljudje pejte na volitve, podprite tudi druge stranke, iz KUL-a v tem primeru, zato da bomo lahko sestavili stabilno vlado. Plana B nočemo imeti, ker sem prepričan, da ga ne bomo potrebovali. Res pa je, da bo lahko vlada bolj ali pa manj stabilna. Možni so scenariji od 50 poslanskih glasov pa do 56, 57 in zagotovo je neprimerno lažje in tudi bolj dolgoročno smiselno imeti vlado, ki ima 55 ali več poslanskih glasov. Ja, vi ste že rekli, v bistvu še prej, da si želite vlado z dvotretjinsko večino, potem pa pred 2 tednoma v tem studiu, kar ste tudi ravnokar rekli, da ste prepričani, da boste lahko skupaj s KUL-om dobili več kot 55 poslancev, rekli ste 55 plus. Drži, da bo vse jasno po volitvah, ampak vaši načrti me zanimajo, če boste lahko sestavljali vlado, a bi bila ta šibka ali jo boste sploh šli sestavljati? Ne, zagotovo jo bomo šli sestavljati, o tem ni dvoma. Spet, da bi vnaprej se odpovedovali tej možnosti, ne pride v poštev. Tudi v primeru, ko bo imela samo 50 poslancev, pod 50 poslancev enostavno Gibanje Svoboda in stranke KUL-a ne more pasti. V to smo zdaj že popolnoma prepričani. Pa ne samo zaradi tega, ker vidimo, koliko je udeležba na predčasnih volitvah, ampak smo to prepričani. Za več poslancev na strani naše koalicije
je pa ključna množična udeležba. In zato sem tudi na nek način vesel, ko vidim, da so se ljudje na to odzvali, da se je civilna družba na to odzvala in da dejansko bojo te volitve, verjamem, da rekordne po dolgem času tudi po udeležbi. Ja, udeležba na zadnjih je bila 52,6%. Še to, če bo vlado sestavljal Janez Janša, ali boste potem vi poslanec, gospod Golob, boste ostali v politiki? Ja, ne mislim zapustiti poslanskega mandata, če je to vprašanje, bom pa zagotovo v tem primeru ponudil odstop kot predsednik Gibanja Svoboda, ker bom to doživel, da samo tak scenarij, po katerem bi ostala sedanja vlada, bi pač doživel kot ne samo osebni poraz, ampak tudi kot poraz naše politike oziroma programa, s katerim peljem Gibanje Svoboda na volitve. To vas sprašujem tudi zato, ker je za volivce pomembno, da imajo čim več informacij. Enako velja za vašo ekipo. Kdo so ljudje, na katere se boste, če boste sestavljali vlado, najbolj zanesli? Nam lahko na tem mestu naštejete 5 vaših ključnih ljudi, ki bodo prevzeli ključna ministrska mesta? Razumem vprašanje. Namenoma tega ne počnemo, ne zato, ker jih ne bi imeli, ampak zaradi tega, ker imamo dogovor, da se o izvršni ekipi in o njihovih imenih pogovarjamo po volitvah. Imamo soglasje za ključna ministrstva, tako za ministrstvo, če hočete, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za finance, ministrstvo za infrastrukturo in okolje in ministrstvo za zunanje zadeve. Seveda imamo kandidate in imamo njihova soglasja. To ne pomeni, da hočemo imeti ta ministrstva, ampak imamo kandidate že zbrane. O njihovih imenih bomo pa govorili več po volitvah, ker je tak dogovor. Ampak prav danes je vaša stranka dobila novo podpredsednico, poleg Urške Klakočar Zupančič, zdaj tudi Marta Kos. Lahko potrdite zanjo, da je ona vaša kandidatka za zunanjo ministrico, ne nazadnje tudi na soočenju na nacionalni televiziji na to temo nastopila prav ona? Gospa Marta Kos je marsikaj. Ona bi lahko bila kandidatka tudi za kakšno višjo funkcijo, zato ne bi želel o tem špekulirati. Če se bi Marta Kos odločila, da želi kandidirati za zunanjo ministrico, jo bom jaz pri tem z velikim veseljem podprl. Rekli ste kakšno višjo funkcijo, to pomeni za funkcijo predsednice republike, ste to mislili? Ampak ta odločitev je primarno njena. Bo pa imela, če se bo za to odločila, podporo vaše stranke in bo kandidatka vaše stranke, če se bo za to odločila. Meni je všeč in to me navdaja z velikim zaupanjem, da se je odločila, da vstopi v to igro še pred volitvami in to v trenutku, ko smo jo kot stranka najbolj potrebovali. Zakaj? Zato, ker sem sam pač na nek način obsojen na karanteno, na samoizolacijo in potrebujemo čim več pomoči na terenu in gospa Kos se je odločila, da stopi odprto na politično sceno in zato sem jih hvaležen. Lahko morda potrdite tudi, ali pa ne, da bo Danijel Bešič Loredan vaš minister za zdravje? Je to zdaj definitivno dogovorjeno med njim in vami? Gospod Danijel Loredan Bešič je na nek način že več kot mesec dni, 2 meseca približno, vodja naše skupine za zdravstvo. Če bomo dobili mandat ljudi za mandatarja, potem je on tisti, ki uživa moje zaupanje. Seveda je na koncu odločitev o tem v rokah prvič volivcev, ki nam dajo mandat, njega, da kandidira in potem državnega zbora, da potrdi, ampak moje zaupanje zagotovo ima. Danijel Bešič Loredan je namreč z nekimi svojimi stališči za Levico, ki pa bo vaša partnerica, problem. Zdaj me pa zanima vaše stališče, gospod Golob, o naslednjem. Imunolog dr. Alojz Ihan, ki je za N1 analiziral programe strank na področju zdravstva, je ocenil, da imata vaša stranka in SDS komaj omembe vredna in praktično identična zdravstvena programa. V vašem programu pišete o tem, da je treba takoj skrajšati čakalne dobe. To so do zdaj obljubljali vsi. Tole je obljuba SDS izpred zadnjih volitev. Rekli so, napovedali, obljubili, nedopustne čakalne dobe bomo skrajšali v 3 mesecih. Vi zdaj obljubljate interventni zakon, citiram iz vašega programa: vsi zdravniki, ki so sposobni izvesti storitve, lahko konkurirajo za izvedbo, pri čemer je treba določiti in upoštevati pravila izvajanja javnih zdravstvenih storitev. Konec citata. Zanima me, kako konkretno bi to izgledalo v praksi. Namreč ravno danes na N1 pišemo o tem, da projekt skrajševanja čakalnih dob poteka izjemno počasi. Poklicali so kar 31 tisoč ljudi na nov termin, pa naročili le dobrih
3000 bolnikov. Problem so namreč neurejeni čakalni seznami, nepovezanost in nepreglednost sistema, programska oprema, zavodi ne sporočajo, koga so denimo že operirali. V resnici sploh ne vemo, kdo je na čakalnih seznamih, vlada popolna zmešnjava. Tudi zaradi tega je težko zmanjševati čakalne dobe. Zato konkretno, kako mislite to organizacijsko izpeljati? Zdaj ste lepo risali ne naš program. Zdaj ste lepo risali, kaj so obljubljali v SDS, preden so prišli na oblast in kakšno je dejansko stanje zdaj, ko oblast upam, da dokončno zapuščajo. Popoln fiasko. Vse se strinja z vami. Vsi se strinjamo. Cela država se strinja, da je politika SDS na področju zdravstva popoln fiasko. Na vsem. Na celi črti so pogrnjeni. In zdaj mene sprašujete, kako bomo lahko mi boljši? Slabši ne moremo biti, to je prvo. In ja, bomo bistveno boljši. Konkretno na čakalnih vrstah. Zato, ker ne obljubljamo, nemogoče, ne obljubljamo, da bomo rešili zadeve v 3 mesecih. Ne. Izpeljali bomo pa interventni zakon, ki bo v 18-mesečnem obdobju najprej reorganiziral in finančno okrepil javne zavode. In zahtevali bomo od javnih zavodov, to je natančno tistih, za katere pravite, da nimajo evidenc, zahtevali bomo, da vzpostavijo red in disciplino sami pri sebi. Zahtevali bomo odgovornost. O tej besedi, žal, v zdravstvu, še posebej z vidika vodenja, je bilo premalo govora v preteklosti. Spravi, dali bomo, namenili bomo denar, in to bistveno več denarja, namenili bomo ves denar, ki bo potreben, zato da okrepimo javne zavode, da lahko svojo infrastrukturo, svoje prostore, svoje aparature in svoje zdravnike aktivirajo v popoldanskem času, ko je ta aparatura danes brez uporabe, aktivirajo svoje zdravnike, zato da začnejo izvajati dodatne storitve. In da te zdravnike ustrezno nagradijo. Nobene potrebe ni, da te isti zdravniki, ki vidijo, da je v svoji bolnici ostaja aparatura neizkoriščena, potem operirajo za isto storitev pri zasebnikih. Nobene potrebe ni potem, pa se to danes množično izvaja. Verjamemo, da s tem, ko bomo začeli uvajati odgovornost in sproščati te proste kapacitete v javnih zavodih, se bodo v 18 mesecih čakalne vrste dokončno odpravile. Ne enkratno, ampak dokončno, ker bomo s tem prišli do točke, da bomo ugotovili, kakšne so sploh kapacitete javnega sistema. Ampak najprej ga moramo reorganizirati, zagotoviti dodaten denar in zahtevati odgovornost od tistih nosilcev, ki so v javnem sistemu, ki so za to odgovorni. Vključno za javno zavarovalnico, ki bo morala izvajati nadzor na tem, kaj se s tem dodatnim denarjem dejansko dogaja. No, tu me zanima bolj podrobno. Informatizacija, Glede odgovornosti. in podobno. Ja, Glede odgovornosti me zanima, ko ste rekli, ne? Na kaj točno tu mislite? Čigava odgovornost? Glejte, zelo enostavno je. Vse je bilo v medijih v zadnjem mesecu. Tukaj je bivši direktor zavarovalnice Fakin ugotavljal, da že v kliničnem centru, če se ne motim, obstajajo ortopedi, nekaj podobne. Mislim, da je ortopedi. Nekateri ortopedi, ki delajo 3-krat več od svojih kolegov. To je sistem nadzora, ki ga moramo vzpostaviti. Vodstva morajo nadzirati, koliko posamezni zdravniki dejansko izvajajo posegov. Ne samo kdo še štemplja, pa v resnici dela vmes pri zasebniku. To je treba prekiniti s temi res goljufivimi praksami. Saj niso dominantne, ampak se zažirajo v samo jedro in smislu javnega zdravstvenega sistema. In vodstva morajo dobiti pooblastila, tudi denar, ma hkrati prevzeti odgovornost, da s takimi deviantnimi pojavi obračunajo. Ker samo na ta način bomo res v javnem sektorju opravili vse tiste posege, ki jih javni sektor zmore opraviti. Ne pa tiste, ki jih danes nekateri celo nočejo opravljati. Pa vi boste dovolili zdravnikom iz javnega sektorja, iz javnih zavodov, da delajo tudi pri zasebnikih? Ali bo pri vas tega konec? Vlade. Ne, to ni stvar vlade, da se razumemo. To je pa točna točka odgovornosti vodstev. Tudi danes ni vlada tista, ki podeljuje dovoljenje. Danes so vodstva zavodov tista, ki so zdravnikom dovoljevala, da poleg rednega delovnega časa imajo še dopolnilno zaposlitev. Samo vodstvo je tisto. In smo spet na točki. Če smo zdaj imeli izgovor, da zdravniki radi delajo, želijo pomagati ljudem, ampak ker jim ni dovoljeno
to početi v popoldanskem času znotraj javnih zavodov, zato to počnejo pri zasebnikih. Torej najprej bomo mi, in to pa je naša dolžnost, bomo vzpostavili podlage, pravne podlage in finančne podlage, da bo najprej možno, da bodo zdravniki ljudem pomagali izven rednega delovnega časa, v popoldanskem času, znotraj obstoječih javnih zavodov. Od tu dalje ste ugotovili, da kar naenkrat niti potrebe, še manj pa časa, ki bi ga lahko zdravniki še namenili pacientom pri zasebnikih, ne bo več toliko ali pa skoraj nič. Če greva še k epidemiji, strokovnjaki praktično pravijo, da ne vemo še, kaj nas čaka jeseni, da pa če bodo prišle nove različice, to pravi profesor Roman Jerala, da bodo bolj nalezljive kot prejšnje različice, o njihovi nevarnosti pa ne moremo špekulirati. Vi trdite, da boste stroko upoštevali bolj, kot jo je vlada Janeza Janše, potem pa greste na pogovor, ste šli na pogovor k Marku Potrču, k nekomu, ki je v epidemiji rušil zaupanje v stroko in znanost. Gospod Golob, ne morete biti presenečeni zdaj, ko po tem vašem obisku mnogi menijo, da ste k rušenju zaupanja v stroko zdaj prispevali tudi vi. To je zanimiv obrat. Stroka, ki je tekom te epidemije služila politiki sedanje vlade, si je sama zrušila ugled. Tega ji ne morem zrušiti sam, zato ker grem na en razgovor, ki je bil mimogrede javen in ki si ga lahko vsak pogleda. Ker grem na razgovor s človekom, ki je pač dvomil v to isto stroko, pa še v kakšno drugo. Kdo pa pravi, da se 100%, kdo pa pravi, da se 100% strinjam s njegovimi stališči za nazaj? Saj o tem sploh nisva govorila. Saj sem povedal, dajte si ustvariti sliko vsi, s tem, da si pogledate ta posnetek in si vsak ustvari sliko, a sem šel na ta razgovor z namenom rušenja ugleda stroke ali kaj drugega. Pa se vrnem na vprašanje stroke, ker se mi zelo pomembno. Prva stvar, ki jo je ta vlada naredila, in zato smo med najslabšimi na svetu po cepljenosti, je, da je obglavila stroko. Obglavila je Nacionalni inštitut za javno zdravje. V tistem trenutku je predala komunikacijsko strategijo Jelku Kacinu. Rezultati so, kot sem rekel, taki, kot so. Najnižje zaupanje do stroke je ravno plod komunikacijske strategije vlade. In ja, jaz sem ves čas govoril, ko bomo prišli na oblast, moramo najprej poskrbeti, kar se COVID strategije tiče, da se preseže razkol, ki vlada v družbi na tem področju. Razkol je neverjeten. In čustva na tej točki so tudi od jeze, strahu, stisk na eni strani, do zavračanja popolnega na drugi strani. Razkol na nobeni točki ni tako globok, kot je na točki odnosa do covida. Edino z dialogom, poudarjam, in jaz se bom pogovarjal, res se pogovarjam vsak. Jaz nisem tak kot sedanji predsednik, ki pravi, mi smo za povezovanje, hkrati pa tudi to dajo, da nas ni. Ne, jaz se dejansko pogovarjam z vsemi, tudi z Markom Potrčem. Tako kot se pogovarjam tudi z drugo stranjo. Zakaj je pomembno, da se pogovarjamo? Zato, ker se želimo pripraviti, če slučajno res pride do tega, da bo jesenski val COVID hujši od tega, kar doživljamo zdaj spomladi. Moramo biti pripravljeni zato, da bomo iskali družbeni konsens. Ker veste kaj, COVID ni samo zdravstvena kriza in trenutna zdravstvena kriza. COVID potegne za sabo tudi šolsko krizo, ki jo zanemarjamo in ki je bila popolnoma napačno vodena. Potegne za sabo en del gospodarske krize. Če hočete, ustavijo se vsi podsistemi. Samo s konsenzom, z vsemi različnimi deležniki lahko najdemo recept, kako naslednji val preiti na čim bolj normalen način. To je vse. Če mislite, da je pravi način, da se ne pogovarjamo s tistimi, ki ne delijo našega mnenja, potem sva pač na različnih bregovih. Ampak tu bom vztrajal, za sporočilo gre. Kakšno sporočilo s tem pošiljate ljudem, da ne bo potem jeseni, če se kaj takšnega zgodi, če se zgodi nov val, nova različica, ne vemo, potem okrnjeno zaupanje v tisto, kar bo predlagala stroka, tisto, kar bo na strokovnih temeljih predlagala stroka.
z katerega nivoja bi lahko moj pogovor s komorkoli vplival na mnenje stroke. Pri nas Na mnenje ljudi. v gibanju Svoboda je mnenje stroke popolnoma neodvisno od mojega pogleda. In ukrepe za COVID jeseni ne bom načrtoval jaz. Ne, moja naloga bo, če bom mandatar, da bom ustvarjal družbeni konsens glede ukrepov, ki jih bo predlagala stroka. Miritev ljudi je moja naloga. Ustvarjanje zaupanja med ljudmi je moja naloga. Takrat, če bo to potrebno. Če želim iskati skupni imenovalec med obemi tabori ali pa vsemi tabori, potem moram poznati njihova stališča za naprej, ne za nazaj. Jaz se res ne obremenjujem s preteklostjo. Marsikdo je kaj v preteklosti govoril, kar danes moče niti ne misli več, ampak to je njihova stvar. Zakaj bi se sam obremenjeval s prepiri iz preteklosti? Res, moj namen je samo eden. Poiskati pot, da jeseni živimo normalno naprej, tudi ali pa ko se COVID ponovno pojavi v neki novi različici. Ker jaz se tudi strinjam s to napovedjo, COVID jeseni ne bo izginil, tudi danes ni. Jaz sem dokaz tega, da COVID, kljub temu, da smo opustili vse ukrepe zaradi volitev, COVID ni izginil. Najbolj kužna različica do zdaj, to je Omikron, je med nami. Imamo pa neverjetno srečo, in to sem poudaril od prvega dne, da je ravno ta najbolj kužna različica tudi zaenkrat najmanj nevarna. In hvala Bogu, da je tako. In verjamem, da bo jeseni, če bomo imeli celo človeštvo srečo, enako. Imeli bomo še bolj kužno različico, ki bo še manj nevarna za dejansko zdravje. Ampak ukrepi bodo potrebni, ne? Nekateri ukrepi bodo najbrž potrebni, če se zgodi. Kakšne ukrepe pa imamo danes? Vidite, kje ste se ujeli? Torej ne boste sprejeli nobenih omejevalnih ukrepov, če vas prav razumem, ali boste? Ne, hočem vam povedati, da je treba se navaditi s COVID živeti naprej. In to ne glede na to, katera različica bo prišla na naše mize. Seveda moramo zaščititi najranljivejše in moramo vzpostaviti poudarek je na ločene COVID oddelke po regijskih bolnišnicah, kjer bomo lahko skrbeli za najranljivejše, tiste, ki bodo dejansko ogroženi. Kajti kaj se nam je dogajalo zadnji 2 leti? Zaradi sprejema COVID-nih bolnikov smo zablokirali delovanje celotnega sistema. Celoten sistem je bil hendikepiran in ni opravljal svoje osnovne funkcije, zato ker smo ga zablokirali s COVID ukrepi. Tudi zdravstveni sistem. In to je tista, če hočete, varovalka, ki jo moramo vzpostaviti takoj čez poletje, ne razumem, zakaj že do zdaj niso, da če pride do hujše ali pa če pride do tega, da bomo imeli večje število ogroženih primerov, ne bodo ti primeri avtomatično in takoj zaustavili celotne družbe. Kaj pa boste naredili v šolah? Spet mislite, da sem jaz stroka za šolstvo? Odlično. Če boste predsednik vlade, ne, in boste imeli pač ministra za izobraževanje ali ministrico. No, zdaj smo pa na točki. Sam sem povedal, kaj je naš ključni program. Šolstva med tem nisem ga naštel, definitivno bomo pa morali poskrbeti, da bomo ne glede na to, kdo bo minister za šolstvo, strani zdravstvene stroke imeli pravočasno usmeritve, kako ravnati. Sam ne verjamem, ampak to je moje osebno mnenje in vem, da so mnenja v stroki deljena, sam ne verjamem, da je nošenje mask v šoli med poukom kakorkoli pozitivno vplivalo na preprečevanje okužb, pač to ne verjamem. En del stroke pravi tako, en del drugače. Jaz verjamem tistemu delu, ki pravi, da so bili ukrepi nezadostni, taki kot so bili in tudi nepotrebni. Z tega vidika si želim, da bi naslednje šolsko leto naši otroci, in to vsi, od najmlajših do študentov, končno imeli spet eno normalno šolsko leto. To je če hočete, moja največja želja in ta cilj si bi želel, da bo zasledovala predvsem šolska stroka in se držala priporočil zdravstvene stroke. Dobro, ampak tudi šolska stroka se mora na to pripraviti vnaprej in imeti vnaprej znana, jasna pravila. In če hočete, tudi če bo kandidat za ministra ali ministrico za šolstvo nekdo, ki ne bo iz našega gibanja, ja, ključni pogoj bo za našo podporo, ali bo imel ta načrt. Ker kandidat za ministra za šolstvo, ki ne bo imel načrta, kako se soočiti z novim valom COVID, v jeseni ne bo dobil naše podpore.
Dobro, greva naprej. V tem tednu smo na soočenju veliko govorili tudi o okolju, o podnebnih spremembah. To je pomemben del programa in usmeritve vaše stranke, zato bi imel eno vprašanje na to temo tudi za vas. In sicer je to vprašanje, ki ga zastavljajo znanstveniki Žiga Zaplotnik, Lina Bolka, Blaž Gasparini in Aljoša Slameršak. S točno katerimi ukrepi boste črpali sredstva podnebnega sklada v letu 2022? Še do nedavnega so bila ta sredstva povsem nedotaknjena. No, jaz se bojim, da vprašanje je sicer dobro za leto 2023, ker se bojim, da je podnebni sklad za leto 2022 počrpan. Kdor je spremljal ukrepe vlade v zadnjih tednih, je lahko slišal ministra Počivalška pa ministra Vrtovca, da so sredstva iz podnebnega sklada počrpali. Za energetske vavčerje, da. Da, in za podporo energetsko intenzivni industriji. Kar je sicer v nasprotju z osnovnim namenom podnebnega sklada, ampak čeprav razumem, je ta denar šel kamorkoli že. Tako da žal na to vprašanje, razen da rečem, da ko bo vlada formirana, recimo nekje, ne vem, julija, avgusta, se bojim, da bo podnebni sklad bolj ali manj prazen za leto 2022. Bomo pa pripravili seveda načrt za naprej in podnebni sklad je lahko zelo dober vir sofinanciranja. Sam bi ga uporabil maksimalno za podporo gospodinjstvom, se pravi fizičnim osebam, ker verjamem, da zaradi vseh šokov, cenovnih in podnebnih, moramo najprej ojačati gospodinjstva in njih narediti energetsko učinkovite, v tem primeru varčne tudi, in predvsem narediti energetsko samozadostne. In tem ukrepom bi namenil največ sredstev iz podnebnega sklada. Da. Torej tudi za energetsko sanacijo stavb, čeprav razumem. Da, najprej učinkovitost, se to poudarjam. Najprej učinkovitost, potem elektrifikacija in po elektrifikaciji samozadostnost. Dobro, naprej. Predvsej neverjetna pa se sliši razlaga, da so vam ukradli identiteto in da račun na Raiffeisen banki v Bukarešti ni bil vaš. Tukaj je nekaj dvomov zato, ker je bančni trg v Evropski uniji res strogo reguliran in bančnega računa ni mogoče odpreti, ne da bi banka tistega, ki ga odpira, res natančno preverila. Dati je treba kup dokazil, podatkov in izjav, se priti tudi osebno identificirati. Poleg tega je Raiffeisen banka v Bukarešti streljaj od podružnice GEN-I-ja v romunski prestolnici in vi kraje identitete, ki je kaznivo dejanje, še vedno niste prijavili policiji. Zakaj ne, če vztrajate, da so vam ukradli in zlorabili identiteto in da ta račun ni vaš? Vse to, kar ste povedali, sem tudi jaz verjel, da je to nemogoče. Pa vseeno, zgodba je malo daljša, ampak je zanimiva. Ko sem se odločil, da bom šel v politiko, sem rekel čisto preventivno. Obrnil sem se na FURS pisno in sem rekel, prosim, dajte mi potrdilo, da nimam nobenega računa v tujini, ker ga sam nikoli nisem odpiral v tujini. Nakar brez FURS-a, to je bilo decembra lani, obvestijo, da, no, gospod Golob, imate račun v Romuniji. Sicer na njemu nikoli niste imeli nobenega stanja, se pravi, račun ni bil uporabljen, ampak ga imate. No, potem smo se obrnili na banko. Banka ni želela komunicirati nadaljavo z mano, tle imate prav. So rekli ali fizično ali nič. V Romunijo nisem hodil, sem pooblastil notarsko, ker so tako zahtevali odvetnike. In odvetniki so poslali 22. decembra, tik pred božičem na to banko, dopis in so rekli, dajte nam prosim pojasnilo o tem računu. Veste, kaj je bil odgovor? 10. januarja, takoj po praznikih, smo dobili odgovor, da je banka račun sama zaprla, ni hotela sprejeti odvetnikov, niti dati pojasnil. Sama ga je zaprla zaradi neaktivnosti. Jaz še nisem slišal za banko, ki, ko se pojavi imetnik, račun zapre in mu pojasni zaradi neaktivnosti. No, ampak to še ni konec. Potem najprej smo debelo gledali, se to ni možno in od februarja, 2. februar naprej, tudi to imam pisno, poteka komunikacija mojih odvetnikov, kjer banko sprašuje vsaki 14 dni, dajte nam pojasnilo, kdo je odprl račun, katere dokumente je predložil in podobno. No in banka se ves čas izmika. In še včeraj smo dobili zadnji odgovor te iste banke, po kateri nas prosijo za potrpežljivost, ker nimajo IT resursov po 2 mesecih in pol. Nimajo IT resursov, ker hranijo arhiv pri ne vem kje in podobno. Skratka, da, zadeva je res skrajno nenavadna. In sam sem prišel do vsega tega čisto po naključju, ker sem se podal v politiko in sem hotel
imeti potrdilo, da nimam računa. Če ne bi In sam FURS zahteval, vas je seznanil s tem, da imate in račun v tujini. FURS To me ste je od njih izvedeli, sestavil. ne? FURS me je prvič sestavil, da je dobil po svojih teh izmenjavah v letu 2018 je dobil podatek, da sem 2017 odprl ta račun. Zato tudi ta zmeda glede letnice, ampak nima veze. Skratka, račun je zdaj od 10. januarja sicer zaprt. Zaprt je bil uradno z zneskom seveda 0 zaradi neaktivnosti in na računu mimogrede in na izpisku banke je napačen naslov. Naslov, ki ga banka navaja, in to je Strada 72 Kromberk, nikjer v Sloveniji ne obstaja. Ampak zakaj pa tega niste prijavili policiji še vedno, ko gre za kaznivo dejanje? Zato, ker je policija sama povedala, nimate dokazov, da je kaj narobe, dokler ne dobite dokončnih odgovorov od banke. Vztrajajte in mi vztrajamo. In bomo vztrajali. Raiffeisen se tej točki, na tej zgodbi ne more izmakniti. Bomo vztrajali. In to uradno vztrajamo, da dobimo od banke vsa pojasnila, kdo je ta račun odprl, s katerimi dokumenti ga je odprl in kdo je za to odgovoren. Jaz sicer mislim, da je šlo za kakšno tako zgodbo, ko je bila včasih v Ameriki, ta Wells Fargo, ko so odpirali račune na slepo, s tem, da so pobirali podatke z interneta ali kakorkoli, ampak bomo videli. Počakajmo na banko. Ne? Torej, gospod Golob, če banka ne bo dala teh podatkov, ki jih vi zdaj zahtevate, boste banko tožili? Zagotovo, o tem sploh ni dvoma. Tožili jo bomo do vseh inštanc, zaradi tega, ker gre očitno za zlorabo vseh pravil bančnega poslovanja. Še bolj pomembno kot to pa je, da glede na medijsko izpostavljenost svojo in na to, da sem do tega prišel čisto naključno, mogoče bomo pa s tem tudi pripomogli, da se bo tako ugledna banka kot je Raiffeisen malo zamislila nad delovanjem svojih podružnic in sprejela tudi kakšne notranje ukrepe na to temo, ne samo zunanje. No, ste pa danes na n1info.si lahko prebrali, da je Ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo, da je bil v zadnjem 5-letnem obdobju GEN-I 2 leti zavezanec za Lahovnikov zakon. GEN-I vztraja pri interpretaciji, ki jo zagovarjate tudi vi, da je državno podjetje šele od 17. maja lani, ampak da se že veljavnih pogodb za nazaj ne spreminja. Zdaj ta ping-pong pravnih mnenj se nadaljuje, to je dejstvo, ampak zanima me tole, če bo na koncu obveljalo, da so bili vaši prejemki v nekem obdobju neskladni z Lahovnikovim zakonom, ali boste preplačano vrnili? Torej, jaz moram biti zdaj zelo ekspliciten. Ni res, da gre za ping-pong med pravnimi dejstvi. Ministrstvo za gospodarstvo igra dvojno igro. Na eni strani imate njihove uradne pravne dokumente, smo vam jo posredovali v uredništvo, odločbo o prekršku. To je edini pravni uradni dokument. V tej odločbi o prekršku ugotavljajo, da smo na GEN-I-ju bili zavezanci po Lahovnikovem zakonu od 17. maja lani naprej. In nič prej. Oni to ugotavljajo, ne samo mi. In zato so tudi izdali globo v znesku 2000 evrov za nadzornika, ki je, zakaj? Ker ni posredoval kopije pogodbe pravočasno po 17. maju lani. Vse ostalo, kar vi pravite, da ministrstvo ugotavlja, je politični pamflet in ne pravno mnenje. Ker ni podpisan, ne v uradnem postopku se ne pelje, ampak je podpisan pač strani, v tem primeru vodje direktorata, ki je politična oseba. Ampak to sta dve virtualni realnosti. Na eni strani pravna država, znotraj istega ministrstva, na drugi strani politični svet ministra Počivalška. Saj jaz razumem, kaj počnejo in zakaj. Ampak zame šteje pravna država. Ja, ko bo pravna država ugotovila, da sem naredil kjerkoli, karkoli narobe, se ne bom spraševal niti minuto, ali bom to upošteval. In ne bom se izogibal sodiščem. In ne bom kazal tistih testov, brez da bi imel uraden test, da imam COVID, sem zato, da ne morem na sodišče. Na kraj pameti mi napade, da bi ignoriral pravno državo. Ojačali jo bomo takrat, ko bomo vzpostavili vladavino demokracije v tej državi. Tako da, in takrat tudi zlorabe, kot je ta, kjer pravni postopek pravi nekaj, minister pa vztraja zaradi tega, ker smo pač v volilni kampanji na drugem, ne, tudi takih zlorab v naši vladi ne bo. Torej, če prav razumem odločbo, če GEN-I dobi odločbo, pravnomočno odločbo, potem jo boste upoštevali, sicer gre pač za pozive, ki so politični.
Vi glede ne prejemkov. poslušate. GEN-I je že dobil odločbo. O tej odločbi ni govora, ne o ničnosti, ne o potrebi po razveljavitvi pogodbe, nič. V odločbi o prekršku piše, ja, imate jo v uredništvu, ne razumem, zakaj vam je niso posredovali. V tej odločbi Ministrstva za gospodarstvo piše, to je iz prejšnjega tedna, da je edini prekršek, ki ga je nadzorni organ v zvezi z mojo plačo naredil, ta, da moje pogodbe po 17.5.2021, ko je GEN-I sicer nenačrtovano postal dejansko državno podjetje, je ni posredoval na ministrstvo. Temveč jo je posredoval šele novembra. Se pravi, ker je bil nadzorni organ prepočasen pri posredovanju pogodbe, zato so nadzorni organ, v tem primeru gospoda Novšaka, ki so ga vmes sicer že odstavili, oglobili z 2000 evri kazni. In to je vse. In tukaj se pravni postopki končajo. V tej odločbi ni govora ne o tem, da bi bila pogodba nična, še manj, da bi bila nezakonita. In tudi obdobje, od kdaj naprej se vzpostavlja novo zavezanost, Lahovnikovem zakonu je zelo jasno opredeljeno v tej odločbi. In podrobnosti seveda lahko vsi preberejo na naši spletni strani n1info.si. V članku proti koncu greva gospod Golob, vznemirjenje je povzročilo pozno pošiljanje glasovnic na tuje pred nedeljskimi volitvami. Ali imate vi, gospod Golob, kakšne dvome v izvedbo in legitimnost parlamentarnih volitev in ali pričakujete, da jih bo imel Janez Janša, če ga boste premagali? No, jaz sem prepričan, da volitve bodo demokratične, svobodne in veljavne. Res bi bilo nenavadno, da ravno tokrat, ko se prvič soočamo z nevarnostjo avtokracije in policijske države, da ravno tokrat pa volitve ne bi bile kar naenkrat legalne. Če smo jih znali 30 let prirejati na pravi način in da bi nam zdaj to spodletelo, ker se sedanja oblast ne bi želela posloviti od vzvodov moči, to je bilo pa res nenavadno. Ampak ne, jaz sem optimist, jaz verjamem, da bo vse v redu, mogoče bo treba kakšen dan več počakati na vrnitev teh glasovnic iz tujine. Po mojih informacijah so sicer res šle pozno na pot. Ne bom se ukvarjal s tem, ali je zdaj pošta tista ali ni pošta in kdo jo obvladuje, nepomembno. Šle so pozno na pot, prispele so kasneje, ampak prispele naj bi v roku, in če bodo glasovnice prispele v roku do ljudi in jih oni poslali nazaj, bomo počakali dan, 2, 3, 4, zato da bojo volitve dejansko dokončno razglašene. Ampak veste kaj? Glasovnice iz tujine še nikoli do sedaj niso bistveno vplivali na razmerje moči v parlamentu. In tudi tokrat ne verjamem, da bo kaj bistveno drugače. Ja, je pa kar nekaj strank, sodeč po zadnjih anketah, kot sem že prej omenil, na robu bomo videli v nedeljo vsekakor. Za danes pa, gospod Golob, najlepša hvala, da ste se udeležili soočenja na n1info.si. Hvala tudi vam. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Hvala in srečno. Udeležba na predčasnem glasovanju je bila že do včeraj rekordna. To možnost lahko volivci izkoristite še danes. Spremljajte n1info.si, kjer lahko najdete vsa pretekla soočenja. Z vami bomo pa tudi na volilni večer v štabih v Novinarskem središču v Cankarjevem domu. Prvi delni izidi naj bi bili po napovedih Državne volilne komisije znani okoli 19.30. Vse prve informacije boste torej lahko dobili na n1info.si, zato vljudno vabljeni, da nedeljski volilni večer preživite z nami. Iz studija pa lep pozdrav in nasvidenje.